Temeljna dejavnost policijske postaje Medvode je seveda preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Na območju občine je bilo obravnavanih 193 kaznivih dejanj. Raziskanost je skoraj 40%, kar je zelo v redu. Kar se tiče prometne varnosti, moram povedati, da smo obravnavali 120 prometnih nesreč. Z velikim veseljem lahko povem, da na območju občine ni bilo smrtne žrtve. Obravnavali smo 3 hude telesne poškodbe v prometnih nesrečah, 25 lahkih, pa 92 prometnih nesreč z materialno škodo. Na področju javnega reda in mira oziroma splošnih policijskih nalog smo izvedli 62 ukrepov pri ugotovljenih kršitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, pa 15 kršitev Zakona o javnih zbiranjih. Policijska postaja Medvode sodeluje tudi v poostrenih nadzorih na območju Policijske uprave Ljubljana pri ugotavljanju zlorabe prepovedanih drog, tako da smo policisti PP Medvode v letu 2024 upravili 106 zasegov prepovedanih drog, kar pa ne pomeni, da je to vse tukaj skoncentrirano, ampak to gre za celo Policijsko upravo Ljubljana, kjer se pač dela. Svoje letno poročilo je Jurjevčič zaključil z oceno, da so varnostne razmere v občini Medvode, tako na področju kriminalitete, javnega reda, prometne varnosti in tujske problematike, dobre, stabilne in obvladljive. Medvoški policisti so v lanskem letu sodelovali tudi v 83 preventivnih dejavnostih. Izpostavil bi prvi šolski dan. V sodelovanju s TV Medvode smo posneli tudi spot, ki je bil predvajan na televiziji takrat. Potem smo sodelovali preventivni dan v Medvodah to soboto, ki je bila stojnica tudi postavljena na tržnici. Bili so vodniki službenih psov, policisti iz postaje konjeniške policije. Odziv je bil zelo dober. Sodelovali smo tudi na prireditvi žogarija, pa tudi na kariernem dnevu v športni dvorani Medvode, ki ga je organiziral klub medvoških študentov. Marjeta Jamnik je ob tej priložnosti aktualizirala problematiko medvrstniškega nasilja. Naša vodja policijskega okoliša izredno dobro sodeluje tako z vzgojno-izobraževalnim zavodom v Smledniku, kot z osnovnimi šolami. Imeli smo ogromno preventivnih dejavnosti na tem področju predavanja od 6. do 9. razreda na osnovnih šolah, tako da se vključimo v zadevo, kolikor se le da. Kar se tiče pa mogoče nasilja v družini, tudi to je neka pereča tema. Lansko leto smo obravnavali tudi ta kazniva dejanja, moram reči, da smo bili zelo uspešni. Tukaj je ničelna toleranca. Matej Trampuž je med drugim izpostavil problematiko avtobusnega postajališča v Preski. Te otroci tam čakajo, da ta avtobus pride, se dolgočasijo in občani so mi tudi povedali, da se je začel zaznavati, zdaj, ki je modern na TikToku, da nekoga porinaš pod avto in tako naprej. Druga stvar pa je, to sem pa tudi jaz osebno videl, metali so na polne plastenke pod avto, se pravi, avto se je pripeljal in je tista plastenka priletela pod avto in pol je tisti počel in je tisto plastenko raznesel in je bilo smeha in ne vem česa vsega skupaj. Moja pobuda je, ali je možno, da v času, ko te otroci čakajo na avtobus, mogoče poostrite neke, bi rekel, obhode policije, ker če bojo otroci videli, da se tam policijski avtobus, mogoče tega ne bojo počeli. Jurjevčič je obljubil večjo prisotnost policije na tem območju v popoldanskem času in na pobudo Zvonke Hočevar tudi večji nadzor na območju Bonovca v večernem času. Večina ostalih občinskih svetnikov pa je pričakovano največ pozornosti ponovno namenila zagotavljanju varnosti na cestah in pobudam, bodisi povezane s prehitro vožnjo, bodisi z neupoštevanjem cestnoprometnih predpisov ali, kot se je izkazalo v nadaljevanju, neupoštevanjem zakonov in občinskih odlokov.